da ima v vladi semafor z rdečo, rumeno in zeleno lučjo. Kar se tiče koriščenja evropskih sredstev, kar se tiče regionalnih razvojnih spodbud, pa lahko rečemo, da danes Pahorju gorijo 3 rdeče luči. Resnično 3 rdeče luči na semaforu. Postavlja se seveda vprašanje, zelo hitro, komu bo tudi začelo zvoniti. In gospodje, to, kar sedaj ta vlada dela pod tako imenovano izhodno strategijo, ko ji teče ko je že globoko v drugi polovici svojega mandata in do danes ni uspela razpisati niti enega razpisa, ni uspela enega razpisa spraviti skozi. Še to, kar je naredila februarja, torej, da je bil rok 16. februarja za oddajo vlog, je razveljavila, je preklicala. Skratka, nepojmljivo. Če se spomnite, smo v Slovenski ljudski stranki že od maja lanskega leta začeli zelo resno opozarjati na nekoriščenje evropskih sredstev in na zastoje pri razpisih. Potem se je zgodila Ploštajnerjeva, torej odstop ministrice, in seveda pokazalo se je, zakaj, ne zaradi zdravstvenih razlogov, ampak zaradi tega, ker sta gospa Irina Andreja in Mitja Gaspari hotela prevzeti vse 3 operativne programe, kar je bilo tudi na izredni seji parlamenta z dokumenti predstavljeno. Še danes dela, ki se izvajajo izključno na tistih projektih, ki jih je razpisal bivši minister Žagar. Torej 4 razpise od leta 2007 do 2008 in 300 milijonov evrov. Sedaj pa je že globoko konec prve polovice, začetek že v drugi polovici pravzaprav te vlade, pa še enega razpisa niso speljali. Jaz vam ne bom sedaj detajlov predstavljal po datumih, zato ker vam bomo dali gradivo, ali pa smo vam ga že dali, pa samo toliko, da bom rekel na začetku osvežim to, kar se dogaja. Poglejte, do 31.8. in potem do 30. septembra je bilo potrebno posredovati prioritetno listo in izvedbene načrte. In to so seveda vse regionalne razvojne agencije to naredile. Potem je bilo, torej namen prioritetne liste projektov je bil, da SVRL pregleda in določi dinamiko projektov od 2010 do 2013. To se seveda žal ni zgodilo. Potem je pa prišel 21. december 2009. In kaj se zgodi? SVRL sprejme novo uredbo. In v tisti uredbi najavi en rok, da bo v februarju en rok za odpiranje ponudb. Veste, da je o tem enem roku govoril minister še na zadnjem srečanju županov na Brdu 10. februarja letos. Je govoril še o enem roku. Šele iz razpisa smo potem videli, da bo imel 4 roke. In prvi rok za odpiranje je bil 26.2. Kaj seveda sedaj to pomeni, da pošle, 26.2. je bilo potrebno projekte oddati. Torej, vse se je naredilo, sklicani so bili odbori, sklicani so bili regionalni razvojni sveti, sklicani so bili sveti regij in seveda projekti prinešeni ali pa en dan prej od poslani z pošto, ker tako pisalo, koliko ni v petek 26. to ob 12. na mizi, kot da projekta niso dal. In potem minister 25.2. popoldan pošle ven in se on podpiše pod ta papir, ker postopki pripravi in
potrjevanje izvedenih načrtov, kot jih določa uredba, kdo je sprejel uredbo, vlada, v nobeni od razvojnih regij do 26. to pomeni do naslednjega dne do petka, ne bodo zaključeni, vlog do prvega roka za predložitev vlog ni mogoče posredovati. Si predstavljate, projekti so bili na poti. Ampak kaj ni bilo zaključeno? Veste, kaj ni bilo iz uredbe zaključeno? Tisto, kaj je imel SVRL za narediti. Odbori, regionalni sveti in sveti regije smo vse naredili. In seveda zadeva je popolnoma nesprejemljiva. Oziroma, povedal vam bom takole. Je zgleda jasna za vladno koalicijo, torej Pahorja seveda ne zanima izhodna strategija, ker za njega je izhodna strategija, ne vem, to, da bodo istospolni partnerji posvajali otroke, pa bulmastifi, to je za njega izhodna strategija. Tukaj, ki pa je denar zagarantiran, denar, projekti so, vse je, pa enostavno, administrativno zapre zgodbo. Zelo obžalujem in zelo težko mi je pri srcu, ker sem poslanec iz štajerskega dela, kjer se je že drugi podjetnik včeraj, drugi vzel življenje zaradi teh svinjarij, ko jim torej ne plačujejo izstavljenih situacij, ko so do grla in čez zadolženi, ne zato, da nimajo dela, zato, da jim izvajalci tega ne plačujejo. Včeraj smo v Slovenski ljudski stranki dali tudi izjavo in danes sem se srečal tudi z temi ljudmi in na štadionu v Stožicah se dela železna konstrukcija. Lastnik in podjetnik si pa je vzel življenje. Skratka, katastrofa. Tukaj, kjer pa imamo in denar, evropski denar, samo počrpati ga moramo, samo možnost dati, župani naredite projekte, pa se to ne zgodi. Toliko z moje strani. Hvala lepa, gospod Puč.